Gospodarska zbornica Slovenije je danes predstavila priročnik Kolektivna pogajanja. Vi ste urednikovali timu, ki je soustvarjal priročnik. Kako je biti urednik tako zajetnega dela in tako raznolikega tima? Delo verjetno terja predvsem veliko časa. Kako je biti urednik? Velik izziv, veliko zadovoljstvo. Veliko zadovoljstvo pri sodelovanju s tako raznorodnimi kolegi, ki imajo znanja do vsepovsod, pa velik izziv tudi zame, da sem znala motivirati vsakega posebej, mu biti na razpolago in pa tudi sprejeti marsikatere ideje, ki so jih imeli, moram reči, kar veliko in obilo. Na drugo vprašanje, koliko časa? Časa, 20 let nabiranja znanja, potem pa ni bilo težko v dobrem mesecu tega spraviti skupaj. Priročnik je s 30 strani zrasel na 260 strani. Kaj vse ta priročnik, ki je tudi oblikovno izjemno lepo narejen, ponuja bralcu? Lepa hvala. Ja, ponosni smo na to, da naš tehnični urednik Samo Grčman razmišlja obenem z nami. Razmišlja, kako bo zunanjost odražala tudi notranjo vsebino. In mislim, da mu je to povsem uspelo. To je verjetno ravno zaradi tega sožitja medsebojnega med njim in med nami. Da je pa priročnik zrastel od prvotne ideje 30 strani na 230 in še več, pa moram reči, da je enostavno rezultat znanja, ki ga imamo, in ko smo videli, da je škoda, da bi o stvareh napisali samo 3 strani, če vemo, da za 10, je pač ostala končna odločitev ta, da se vsebina ustrezno razširi in je postala takšna, kot jo vidite pred sabo. Je priročnik primerno branje zgolj za pravnike, sodnike, odvetnike, delovne inšpektorje, sindikaliste ali tudi za nas vsakodnevne življenjske pogajalce, tudi gospodinje, študente, ne nazadnje radovedneže? Zelo dobro in kvalitetno branje za delovnopravne sodnike, tudi za inšpektorje, ki težko najdejo pravo kolektivno pogodbo za naša podjetja, pa jih včasih tudi narobe napotujejo. Vsekakor pa izziv in kvalitetno branje za študente, gospodinje, in jaz sem to priporočila tudi mojemu možu. Upam, da bo prebral. Katere teme iz priročnika pa so vam najljubše? Najljubša mogoče tista o zgodovini, je bila kar velik izziv, kar sem brskala po arhivu. O zgodovini kolektivnega dogovarjanja pa sem se nekako zavedala, da moram vlogo zbornice zapisati nekam, ker če tega ne bom storila jaz, bom še sama pozabila, kaj se je dogajalo. Potem zelo mi je ljuba vsebina o komunikaciji in o njeni pomembnosti tudi v pravnem delu. Zelo mi je ljuba vsebina tudi tista, ki je na koncu priobčena in sicer govori, nekako razporeja kolektivne pogodbe po šifrah dejavnosti, po posamezni šifri v določeno kolektivno pogodbo. Zelo suhoparen članek, vendar odgovarja zelo natančno na vprašanja stvarne veljavnosti kolektivne pogodbe. Tako da s kolegico Cvetko sva se temu posvetili in sva, mislim, da kar utemeljeno ponosni na ta del, kaj takega ni bilo narejeno vsaj že 15 let. Od spremembe enotne klasifikacije dejavnosti na standardno klasifikacijo dejavnosti. Tako da težko se odločim, kaj mi je najljubše. Mi je pa zelo ljubo to, da je dr. Tušek mi ponudil soavtorstvo svojega članka o stresu. In bolj, ko sva se pogovarjala, bolj me je gledal tako izpod čela in nekega dne je rekel, veste, zdi se mi, da ste vi soavtorica tega članka. In tako se je res zgodilo. Doktor Novak, takšna publikacija, kot je priročnik Kolektivna pogajanja, se po vaših besedah lahko postavi v vrh literature te vrste. Verjamemo vam, saj je Inštitut za delo pri Pravni fakulteti vzor strokovne literature z področja delovnega prava v Sloveniji. Komu pa bi vsebine iz tega priročnika še posebej priporočali?
Praktično vsem pravnikom, to itak je jasno, ampak ne samo njim. Ravno v tem se mi zdi, bi rekel, dodana vrednost, kajti praktično vsem, ki se ukvarjajo z kolektivnim dogovarjanjem. To so pa vsi v sindikatih, to so vsi v delodajalskih organizacijah, gospodarski zbornici in tudi vsi ostali, skratka, najširši krog. Poznani ste kot strokovnjak na področju mednarodnega in domačega delovnega prava. Ali po vaši oceni dosedanja raven kolektivnega dogovarjanja na področju gospodarske dejavnosti v Sloveniji dosega ali mogoče celo presega evropsko raven? Lahko bi rekli, da ja, pravzaprav, ker kljub temu, da smo tudi danes ugotavljali, kako in kaj je bilo tekom preteklosti in preteklega časa, ampak lahko rečem, da dejansko je naše delo na tem področju primerljivo z evropskim, nekateri celo pravijo višje. Kot vodja pogajalske skupine za sklenitev kolektivne pogodbe v dejavnosti gradbeništva ste avtor prispevka o primerjavi kolektivnega dogovarjanja v podjetju in naravni dejavnosti. Bo ta priročnik lahko koristen obema stranema, kaj menite? Brez dvoma, gre za eno veliko delo, ki je zelo praktično usmerjeno in bo pomagalo sedanjim in novim generacijam pogajalcev. Naša urednica pravi, da mora biti dober pogajalec, neskončno potrpežljiv, preudaren, taktičen, sodelovalen, spoštljiv, pozitiven in vedno odprt za nove in nove rešitve. Kaj bi k temu vi dodali iz vaših pogajalskih izkušenj? Morda eno tako slikovito primerjavo, in sicer, da so kolektivna pogajanja kot ultramaraton. Štart nikoli ne obeta cilja, vse mogoče se zgodi na poti, vendar v pozitivnem duhu je velika verjetnost, da se do konca tudi pride. Doktor Tuša, kako lahko kot specialist psihologije športa označite oziroma primerjate stres, ki ga premaguje individualist, lahko tudi športnik, s tistim, ki ga premaguje pogajalec kot član pogajalskega tima v procesu pogajanj za sklenitev kolektivne pogodbe? Glejte, stres je pravzaprav fenomen, ki nastopa na vseh področjih življenja. Bistvena karakteristika tega je pa, da je stres izkušen, oziroma visok stres je izkušen takrat, kadar gre za nekaj velikega. Bolj, ko gre za pomembne stvari, večji je stres. Se pravi, sploh ne gre za to, ali je to tekma, ali so to neka pogajanja v poslovnem svetu, kjer gre za to, za koliko denarja bomo dobili za nek produkt, ki ga prodajamo, ali gre pravzaprav za neko dogovarjanje med ljudmi, ki lahko, če so uspešne, pripeljejo do enega zadovoljstva velike skupine delavcev in delodajalcev, ali pa po drugi strani do nekih protestov, ki se na koncu kažejo v izpadu denarja, v problemih, ki se na koncu detektirajo v celotni družbi. Skratka, gre za podoben fenomen, samo seveda načini nastanka tega so nekoliko drugačni. To je bilo pač potrebno na nek način skoordinirati, razumeti in zato je bilo potrebno tudi vključiti na vaši strani gospod Metko, ki je skozi svoj zorni kot znala to nekako drugače pojasniti tudi meni in tako nekako sva na koncu prišla do teksta, ki jaz mislim, da kar realno odraža problematiko stresa. Tukaj gre na eni strani za stres, ki ga pogajalci sami pri sebi doživljajo, ki ga morajo znati na nek način obvladovati, če hoče biti uspešni pogajalci, zato ker je nivo stresa največkrat maksimalen takrat, ko se približujemo našim pogajalskim izhodiščem, pod kateri ne moremo več iti. Namreč. In če tega ne znamo kontrolirati, seveda nasprotna stran točno ve, kje so naše pogajalske izhodišča. In če to naredimo, smo seveda relativno neuspešni, ker bomo vedno pristali na našo najnižjo možno ponudbo. Če hočemo biti uspešni, moramo dobiti čim več, to je dejstvo. Tako in ene in druge strani nastopajo seveda čim več, pa da smo še vedno oboji zadovoljni. In tukaj je predvsem samoregulacija stresa tista, ki je ključna, da se naučimo, da te detekcije stresa ali pa teh občutkov stresa, ki se kažejo v telesu, v verbalni, neverbalni komunikaciji, ne pokažemo, da jih znamo obvladovati in da znamo na tak način konstruktivno, racionalno odločati in prispevati k temu, da bi pogajalski proces uspešno zaključili.
Na Gospodarski zbornici Slovenije vas poznamo kot pogostega gosta naših dogodkov, pogajalska šola, mediacija, tudi nekateri dogodki. Kaj za vas pomeni vstop v področje pogajalskih veščin, primerjavo, izziv ali zanimivost? Predvsem izziv. Jaz sem že kar 5 let nazaj prišel na fakulteti do najvišjega naziva, kar pomeni, da če ne iščem nekih novih področij, lahko do neke mere zaspim. In gospodarstvo je absolutno, sploh glede na situacijo, ki je v zadnjih letih v Sloveniji, en tak zelo močen izziv. Tako sem na tak način tudi prišel v to področje in delo z Gospodarsko zbornico oziroma sodelovanje pri projektih, ki jih ima, je za mene zagotovo en velik izziv, pa ne samo izziv, tudi eno novo polje, kjer se jaz veliko novega naučim. Namreč kjerkoli delam, si želim tudi nekaj novega naučiti, ker je potem znanje, ki ga poskušaš širiti naprej, pač bolj bogato.